Danes se ne bomo spuščali v neka splošna ugibanja v prihodnosti. Ne, namesto tega se bomo potopili v en sam, ampak res neverjetno podroben dan v letu 2090. Vse to na podlagi ene fascinantne pripovedi. Tako da pripravite se, gremo na potovanje v svet, ki je mogoče je bliže, kot si sploh predstavljamo. In evo ga, bilo je leto 2090. Že s tem enim samim stavkom smo, vrženi v popolnoma drug svet. Tukaj ni nekega počasnega uvajanja, ne? Zgodba nas takoj postavi v samo središče dogajanja, v življenje nekega posameznika, tam nekje 70 let v prihodnosti. Ampak, kje točno se vse to dogaja? Vse se začne zjutraj v zelo osebnem prostoru našega pripovedovalca. Ampak pozor, tole ni kar neko navadno stanovanje. Sploh ne. Tu je pravi ekosistem, tehnološki čudež, ki dobesedno lebdi visoko nad preostalim svetom. Pa poglejmo malo podrobneje, kako je pravzaprav videti tak dom prihodnosti. Torej, samo predstavljajte si tole. Popolno zlitje tehnologije in bivanja. Zbudiš se in nad tabo je pogled na Mlečno cesto, ker tvoj dom sega više od ozonskega sloja. Hodiš po tleh, ki so narejena iz lunarnega materiala. Stene, to so v bistvu res ogromni zasloni. In vse to skupaj upravlja umetna inteligenca po imenu Arja. Vse to pa se nahaja znotraj strukture, ki se ji reče arkologija. Ampak kaj za vraga je to? No, arkologija, ključna beseda tukaj je samozadostnost. To je dobesedno mesto v eni sami stavbi. In to ni več samo neka znanstvena fantastika, ne? To je v resnici neposreden odgovor na čisto realne današnje izzive, kot so urbanizacija in pa seveda poraba virov. Ta Elysium Arcology torej ni samo nek nebotičnik, to je vertikalno mesto, zasnovano tako, da ima minimalen vpliv na okolje. In to je res temelj, da razumemo, kako deluje družba leta 2090. In znotraj te arkologije, tam je vsako opravilo poenostavljeno do amena. Nič več priprave zajtrka, nič več packanja po kuhinji. Naš protagonist si preprosto zaželi kavo, in to ne kar neke kave, ampak kavo pridelano na Marsu, in molekularni tiskalnik mu jo natisne skupaj z užitno skodelico. To nam res pokaže, kako so tiste najbolj osnovne vsakdanje rutine, ki jih poznamo danes, preprosto postale, stvar preteklosti. Dobro, zdaj pa se premaknimo stran od tega osebnega prostora. Poglejmo si, kako se je ta vizija razširila na celotno mesto. Kaj se pravzaprav dogaja tam zunaj, daleč spodaj, pod tem lebdečim stanovanjem? Pozabite na meje, kot jih poznamo. Tam spodaj leži Neo Ljubljana. In to ni več mesto, to je megamesto, ki se razteza vse od Alp pa do Jadranskega morja. In v njem se staro sreča z novim. Simbol tega? Zmajski most verzija 2000. Ampak ta ni iz kamna, zgrajeni iz nečesa, čemur pravijo živi biobeton, material, ki se, pazite to, sam popravlja. Infrastruktura torej ni več nekaj statičnega, ampak je postala nekakšen živ organizem. In avtomobilov na tleh praktično ni več. Vse, ampak res vse se dogaja v zraku. In kar je super zanimivo je, da pripoved omenja čisto realna podjetja. Na eni strani imamo Teslo, ki ima že od leta 2059 praktično monopol nad osebnimi letečimi vozili. Na drugi strani pa hrvaški Rimac. Oni pa premikajo meje s hiperavtomobili na fuzijski pogon. To je tehnologija, ki v bistvu posnema energijo sonca. In ti avtomobili letijo vse do stratosfere. Ampak, če se zdi hitrost Mach 4 je že nekaj neverjetnega. Počakajte. 12.000 km/h. To je noro. To je hitrost, ki jo dosežejo kapsule v sistemu Hyperloop. To so tisti vakuumski tuneli, ki pod oceani povezujejo cele celine. In tale primerjava res postavi stvari v pravo perspektivo. Potovanja od Londona do Tokija v letu 2090 traja manj kot 30 minut. Pomislite malo. Svet si je skrčil do te mere, da potovanje med celinami traja manj časa kot danes vožnja iz Ljubljane do Maribora v prometni konici. Ključna ugotovitev, razdalja je postala praktično nepomembna. Ampak tehnologija ni preoblikovala samo, fizičnega sveta. Ne, spremenila je nekaj veliko bolj temeljnega, našo percepcijo resničnosti. Zdaj vstopamo v svet, kjer je tista meja med resničnim in digitalnim popolnoma zabrisana. Kaj, če bi naša resničnost postala igra? To je vprašanje, ki ga postavlja ta zgodba. In odgovor imenuje se Neuralink FreeGuy 7. To so očala za obogateno resničnost. Ampak to ni neka napravica, ki ti samo kaže informacije.
Ne, to popolnoma spremeni, kako sploh doživljamo svet okoli sebe. In deluje takole nekako. Natakneš si ta očala, aktiviraš AR prekrivanje in kar naenkrat resničnost dobi svoj uporabniški vmesnik. Kot v videoigri. Ljudje okoli tebe imajo nad glavami imena in stopje. Pred mediji imajo vrstice zdravja, veste, health bar, in opravila, ki jih delaš čez dan, ti prinašajo točke izkušenj. Celotno življenje postane ena velika igra. In seveda, taka tehnologija popolnoma preoblikuje tudi najbolj vsakdanje stvari. Recimo nakupovanje. To ni več neko dolgočasno brskanje po policah. Ne. Vstopiš v portal sredi trgovine in bom! Znajdeš se na simulirani plaži iz recimo leta 2040. In tam, v tem resničnem okolju, pomerjaš nova oblačila. Resničnost postane popolnoma prilagodljiva. Ko pa pade noč, oziroma bi moral reči, ko se začne večer po novem 25-urnem sistemu, takrat se mesto popolnoma preobrazi. Nočno življenje v tej neoljubljani, to ni več samo stvar klubov in restauracij. Ne, to je spektakel, ki zajame celotno, ampak res celotno mesto. Večer se začne s sinhroniziranim dogodkom, vse stavbe naenkrat postanejo prozorne in razkrijo zvezdnato nebo. Potem pa sledi vrhunec večera, velika nočna regata. In ja, opazili ste prav, časovni sistem je drugačen, dan ima 25 ur, kar nam pove, da je ta družba optimizirala celo sam čas. Bilo je, kot bi gledal meteorski roj, ki pleše v ritmu glasbe. Wow, ta citat res pove vse, kaj ne? Predstavljajte si na tisoče dronov, od čisto majhnih pa do takih v veličini avtobusa, ki divjajo med nebotičniki in ustvarjajo neverjetne svetlobne koreografije. To res ni samo dirka, to je umetniška predstava na nivoju celega mesta. In ravno ko bi mislili, da je to vrhunec, ko se mestni spektakel umiri, se dan našega pripovedovalca še zdaleč ne konča. Pravzaprav se šele začenja njegov najbolj oseben, najbolj intimen del. Potovanje, ki gre onkraj meja mesta in onkraj meja planeta samega. Kam greva? Vpraša avto. In odgovor: na zvezde. Samo ta kratek dialog pove ogromno. Avto ni več samo prevozno sredstvo, ampak je partner, je sogovornik. In cilj ni neka lokacija na Zemlji, cilj je vesolje samo. Naš pripovedovalec vstopi v svoj osebni remač nevera stratosfer in se pripravi na vzlet. Samo 30. To je število sekund. 30 sekund potrebuje, da prebije ozonski sloj. To nam pove vse. Potovanje v vesolje ni več nek dolg, zapleten, drag proces. Postalo je tako preprosto in hitro kot današnja vožnja z dvigalom v višje nadstropje. In potem končni pogled. Pogled nazaj na naš planet. Iz orbite je Zemlja videti kot modra krogla, ovita v neverjetno mrežo svetlobe. Meje med državami? Izginile so. Nadomestila jih je svetlobna mreža enega samega, ogromnega evropskega megamesta, ki se raztega vse od Istanbula do Islandije. To je vizija. Vizija popolnoma povezane in globalizirane civilizacije. In s to mislijo se zgodba tudi zaključi. Nebo ni bila meja, nebo je bil začetek. Ta vizija leta 2090 nam ne ponuja samo nekih tehnoloških igračk. Ne, prelaga temeljno spremembo v naši perspektivi. Vesolje ni več tista končna meja, ampak postane izhodišče za naslednjo stopnjo človeškega obstoja. In to nas pusti z vprašanjem, kakšna prihodnost nas sploh čaka, če je nebo res šele začetek.